Danes ste tudi povabljeni vsi predsedniki lokalnih odborov, ki jih imamo po Sloveniji, pomeni 24 ljudi, plus vsi iniciatorji, ki so se javili ali pa smo se z njimi pogovarjali za ustanavljanje novih občinskih odborov, s katerimi bomo začeli v januarju in februarju. Ta dogodek je prvi, ampak ni edini. Želim se, da take dogodke bi imeli vsaj na 3 mesece iz različnih tematik. Danes je tisti prvi splošni bolj spoznavni. Zato je izredno pomembno in veliko odgovornost na poslanski skupini, na strokovnih sodelavcev in na odborih stranke, da pravočasno prepoznamo ta vladna gradiva in seveda je potrebno delati le selekcijo, kaj je v redu, kaj ni v redu, na kateri točki se bomo več angažirali, na kateri manj. Na nek način pa pregledujemo tudi, kateri so tiste največje občine, in čisto logično je, da so to največje mesta, se pravi Ljubljana, Maribor, Celje, pa mi Pirančani se tudi štejejo med velika mesta. Smo tam, pa Konkrečani, tako da 15 občin, samo 15 občin je več kot polovica šanstva. Zelo močni smo v mestih. Želim si pa, da smo tudi zelo močni, ne samo v mestih. In tam mislim, da smo lahko močni. Zdaj, kaj smo počeli v Mariboru, ker vem, da veliko kje niti lokalnih odborov ni, smo v Mariboru bili kar aktivni, zato smo imeli v tem času že 8 sestankov. Sicer statuto oziroma poslovnik piše na mesec, enkrat naj bi se srečali, ampak so bile takšne določene aktualne zadeve, o katerih se mi je zdelo prav, da se govorimo. Tudi angažirani v strokovnih odborih, o katerih je bilo prej govora, vem, da pač v pravosodju in javni upravi in pa tudi v kulturi. V zadnjem času je začel delovati tudi odbor za gospodarstvo. Dobro, so tle še neki kazenski postopki, ki lahko nekaterim izredno škodijo, nam lahko samo koristijo. Mi smo stranka, ki smo pravzaprav prečiščena, tako in drugač. In če smo še notranje trdni, potem mislim, da je to dobitna kombinacija. Zakaj pa program, ne? Jaz sem že povedal, da program naj bi bil neke vrste poslovni načrt dela. Zdaj, če je to mali odbor, se morate sami odločiti, ali vam je to pomembno ali ne. Jaz mislim, da je. In mislim, da je prav, da imate program napisan. Napisan zaradi tega, da je materializiran, napisan zaradi tega, da ga stalno spremljate, zato ker program je živa zadeva. Program ni neka zadeva, ki boste danes napisali in bo držala za veke vekomaj. Program je nekaj, kar se boste napisali in ga boste sproti, z danimi situacijami, sproti spreminjali. Output tega vašega programa bo volilni program. In v bistvu, ko se boste ukvarjali s temi podrobnimi cilji, je to idealno bojišče za te nove ideje in cilje, ki bili potem za volilni program. Se pravi, ko vidite, ne vem, da trenutni oblasti ne uspe neka investicija, ker se župan ali pa ne vem kdo ne zna zmeniti z unim, pa ne zna tega narediti, evo, vam je tu dobra priložnost, mi pa znamo, in tako bi mi to naredili. Torej, imeli smo samo 5 ljudi, jaz in še 4, smo raznašali te letake po mestu in po naseljih. Na letaku je pa bil en dojenček, leto pa pol star, Lušen je bil, spodaj je pa pisalo. 38 leti nisem vedel, da bom postal vaš županski kandidat. Veste, kaj sem povzročil takrat? Vsi so po mestu pa po občini govorili, kaj pa je to, kdo je to, In nekdo povedal, kdo je to in se začelo to širiti, Eden drugemu pove in to naprej in mi so svoj namen dosegli, Potem se je začelo govoriti, ko ste kandidati, župani to in to naredil narobe, to je že napaka. To smer se je vodilo, mi pa bomo delali v to smer, torej ne kritizira direktno, ker ljudi nimajo tega radi. Mi smo zmeraj izhajali iz tega, da rešujemo zelo konkretne probleme. Recimo, Športna zveza je bila komplet nedelujoča organizacija in tam nam je uspelo vse te akterje spraviti na kup, tako da smo se dogovorili, postavili novega predsednika in to je izjemno zaživela ta Športna zveza kasneje. In ni izostal tudi rezultat, na kar smo vstopili v koalicijo, v kateri smo tudi leta 2010 na lokalnih volitvah smo pa še širili svojo mrežo na področje kulture, imeli svojega kandidata, to je bilo danes že rečeno za župana, kandidat za župana prinese najmanj enega svetnika več. V 75% je element uspeh
uspeha imidž in osebnost. Ne. Kandidat mora biti človeški, iskren, prepričljiv, luciden, iznajdljiv, kar je izjemno zanimivo za slovensko volilno telo, da če se pokaže kandidat kot iznajdljiv, mu odpušča. Kaj se potem zgodi? Mi imamo zelo policentrično razvito občino, ker pride iz mesta samo 7 od 26 letnih. Vsi drugi so pa periferci. In to sicer je super za vasi v okolici, slabo pa za center. In to je težava. Isto imamo mi tam. Lucija je na pol razdeljena pri nas, ne? Recimo, Lucija je največji kraj v naši občini in je na pol, ne? Mi smo do tem, kjer je to razvili, da točno vemo, glasovi iz katere enote mečejo kandidata v drugi enoti in tako naprej. To se potem razvije res. Po kakšni ključe pa so to delili? To je statut občine. No, v glavnem, to je takole, ne? Obi v občini so to naredili, na začetku. Na začetku, lepo se Ja, tisti, ko ste vedeli, zakaj se gre. Tisti, ko so njegova predavanja poslušali pred 15 minutami.